Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji novinarski konferenci. Najbrž ni treba posebej izpostavljati, da prihodnji teden gostimo največjo kolesarsko konferenco na svetu, to je Velocity, zato je to tudi razlog več, da danes zraven mene sedi podžupan profesor Janez Koželj, ki je, lahko rečem, zaprisežen kolesar. Profesor, nekaj več informacij o sami konferenci, izvolite. Ja, hvala lepa, jaz bi tudi takoj razčistil glede na današnjo objavo pod NN v dnevniku, da Ljubljana ne organizira svetovne konference kolesarstva. Ona je samo gosti. Mi se bomo izkazali kot dobri gostitelji, pokazali bomo mogoče tudi primere dobre prakse, potem, ko organizira to konferenco Evropska kolesarska federacija, ki ima sedež v Bruslju. In ta organizacija potem po določenem formatu, določenem protokolu prireja v evropskih in svetovnih drugih mestih svoje konference in ona potem postavlja vse pogoje in na drugi seveda tudi ceno stopnice po domač, rečeno, oziroma drugo besedo kotizacije. Ampak, skratka, to bi najbolj rad povedal, ker mi takoj naredimo iz nekega dogodka, ki je še pred nami, ne? Katero bi lahko ponosni, takoj zavijamo v drugo smer, skratka mi hočemo takoj ga osramotiti že vnaprej in s tem pokažemo nekaj svoje naravo. Zato bi jaz, ker sem na to navajan, da mi naše dosežke, ki so naša skupna, kako bi last, ki si jih lahko delimo, ki jih lahko pripadamo, to smo vedno malo. In to mene globoko prizadeva, moram reči, ker to ni prvikrat, ampak to se vedno tako zgodi. Te sem bi pa jaz dal nek uvod, mogoče se tem reči kakšna politična izjava, neka deklaracija, kolesarska, če dovoljte, jo bom prebral in prosim za malo pozornosti. Skratka, obdobje prevlada osebnih vozil nad mestom se nekje hitreje, druge počasneje, pa vendar zaključuje. Tako da se vendar nakazuje čas, ko se bodo mesta začela ravnati, načrtovati, pa tudi urejati po meri kolesarjev. To se mi di ključno vedeti in ključno se tega zavedati, da gre za eno svetovno bivanje, ki ima tako spet. Namreč na drugi strani je slovenska popularna kultura, kot je rečemo, še vedno obsedena z avtomobilizmom in z njegovimi sistemi. Temu se razmerno podcenjujemo javni prevoz in dnevne vožnje s kolesom. To jaz doživljam osebno, ker se vsaj zadnjih 16 let dosledno vozim samo s kolesom in vlaki. Zato lahko zagotovim, da to opažanje ni daleč od resnice. Zaradi tega je v primerjavi z naprednejšimi državami piramida izbora prometnega sredstva pri nas obrnjena. Namreč pri nas se največ, to pomeni 60% ljudi vozi v službo in popravki z osebnim avtom, 4-krat manj se jih, to 15% se jih vozi z avtobusi in vlaki in kar 8-krat manj, to je 7% s kolesom, kar je pri nas vseh statistik svetovnega, vendar recimo, če se zgledujemo najbolj naprednim, 4-krat manj kot na Nizozemskem. Vendar v Ljubljani napredujemo. V Ljubljani smo med tistimi mesti, kjer se hitreje prevladuje prevlada avtomobilov nad mestom, čeprav je to pač ta upor težak, ker zahteva sistemsko obvladovanje vseh oblik prometa in
kar je pa seveda zelo zahtevno pravilo. Pa vendarle mi bi na kongresu radi pokazali in tudi brez olepšav poročali o tem, kako si kljub prometni krizi, ki jo povzroča vsakodnevni naval avtomobilov na našem mestu, prizadevamo v Ljubljani razvijati kolesarsko kulturo. Jaz vedno rad izkoristim tako priložnost, da povem, da v Ljubljano prihaja 155 tisoč dnevnih migrantov dnevno in to z 110 tisoč posebnimi vozili. Samo si predstavljate, kakšen naval, kakšna invazija je to na mesto, ki je seveda posledica zgrešenih prometnih politik in tudi urbanističnih in razvojnih politik Republike Slovenije. Od kongresa Velocity 22 si pa vendarle veliko obetamo. Pri čemer mislim predvsem na ozaveščanje svetovne skupnosti, ne samo naše, ki poganja kolesarsko gibanje za napredek urejanja prometa v mestih. O živosti, o vitalnosti in ustvarjalni moči kolesarskega gibanja najbolje priča bogatstvo novih izkušenj, inovacij, pa tudi znanstvenih dognanj, ki se naberajo v času med dvema konferencama in ki osvetljujejo različne teme ter različne problemska področja in dajo nanje tudi uporabne odgovore. Zaključki konferenc namreč vedno bolj utrjujejo splošno prepričanje v koristi množične ali pa vsaj bolj množične uporabe koles in to na gospodarstvo, na okolje in seveda na ljudi. Te koristi postajajo tako vsestranske in so tako neizmerne, da bo v prihodnosti postala preobrazba mest v meri koles zagotovo edina in po mojem neskromnem mnenju neizmerna alternativa. V tem smislu pričakujemo, da se bo s priprava in izvedba kongresa tudi v Ljubljani in predvsem v Sloveniji vsaj malo razširilo prepričanje o tem, da je vsakodnevna in vsestranska uporaba koles v kombinaciji z vlakom za vse ljudi najboljša izbira. Ob kongresu boste išli dve publikaciji. Prvo, skupaj z Fakulteto za arhitekturo, bo išla knjiga Mesta za ljudi danskega arhitekta Jana Gela, ki je bila do sedaj prevedena v 39 jezikov. 39 bo slovenski jezik. In to je knjiga, ki je v obliku priročnika, ki vsebuje metode, načine in predvsem primere, kako oblikovati mesta po meri človeka, da postane bolj prijazna, da postane predvsem živahna, varna in, kot večkrat poudarjam, zdrava. Arhitekt Gel je pomagal pri oblikovanju javnih prostorov, kot se verjetno ve, mestnih središč, najprej doma v Köbenhavnu in potem v New Yorku, v Manhattanu, Melbourneu, Londonu, Moskvi in druge po svetu in je leta 2008 predaval tudi v Ljubljani o tem, kako naj bo mestno središče namenjeno pestrim kolesarjem in državnemu življenju, namesto parkiranju in vožnje avtomobilov. On mi je dal tudi navdih, da smo se lotili reforme prometa v mestnih središču. Poleg te knjige bo šel tudi kolesarski letopis z vsemi podatki o napredku mestnega kolesarja v Ljubljani med letom 2021. Še v Metuljih, s katerim bomo zaznamovali javni prostor, ki kako označujejo kongres, da se bo mnogim zdelo nevarno. Namreč Metulji so simbol preobrazbe in na Nemci sprememb na bolje, namreč ko kolesarimo, spreminjamo sebe, svojo okolico, svojo družino, svoje okolje tudi in svojo prisotnostjo na cestah in vlakih vplivamo na javno mnenje. Na ta način širimo duh kolesarstva kot Metulji
ki nagovarja k posnemanju, namreč na kolesih smo živa reklama za aktivno in odgovorno mobilnost, ki prinaša napredek. Hvala lepa. Hvala vam, profesor. Morda kaj več o naših kolesarskih dosežkih doslej, pa tudi o novitetah, ki jih imamo, pa bo spregovoril naš sodelavec Matic Sopotnik. Matic, izvolite. Hvala, lep pozdrav. O samih dosežkih kolesarskih mislim, da do sedaj že veliko veste, smo vseeno že trikrat zapored na 20 najbolj prijaznih mest na svetu, kar se tiče kolesarjev, na Kopenhagen indeks lestvici. Kaj pa je bilo na dobo narejenega v zadnjih tednih, je pa verjetno tudi bilo zelo veliko opaženega v Ljubljani, ker je bilo izredno veliko dela. Najbolj opazna je sigurno preureditev Barjanske ceste, kjer smo na manjkajočem odseku, kar se tiče kolesarske infrastrukture med mostom in Aškerčevo ulico, vsem prenovili prostor, da smo razširili pločnike, da smo dobili varne in zanimive kolesarske povezave, ki tako povezuje center mesta s Park and Ride Barje oziroma celotnim območjem. Zelo pomembno je tudi to, da se območje za pešce še vedno širi, že zdaj je velik preko 700 hektarov in tako bomo dobili še novo območje na Petkoškovem nabrežju. 17 hektarov. Na Petkoškovem nabrežju mimo Roka, kjer bo tako še dodatni prostor za kolesarje in pešce. Kolesarskih stojal imamo v Ljubljani trenutno že preko 10 000, samo letos smo jih že dodali okrog 300, vsaj še 200 jih bomo dodali tekom Evropskega tedna mobilnosti, ko bomo kolesarska stojala, ki jih bomo uporabili za namene konference Velocity namestili pred osnovne šole in vrtce. V mesecu juniju bomo dobili tudi prvo pokrito varovano kolesarnico, nekaj, kar je zelo dolgo bilo pričakovano v Ljubljani, in sicer se bo nahajala v garažni hiši v Kongresnem trgu. Prostora bo za slabih 100 koles, tudi nekaj polnilnih mest za električna kolesa, tako da bodo res vsi kolesarji prišli na svoj račun in bo tudi ta spektar se začel odvijati v Ljubljani. Poleg vsega ostalega, ste verjetno opazili, nastalo nekih novih kolesarskih površin, kolesarskih pasov. Med takimi najbolj opaznim so sigurno na Njegoševi cesti, kjer je en odsek bil manjkajoč, poleg je tudi Komenskega ulici, na Ilirski, Gerbičevi cesti na Brdu in mnogo drugih, s čemer smo dejansko poskrbeli, da smo sklenili vse kolesarske povezave, katerih je že močno preko 300 km v neko celoto, tako da dejansko lahko kolesarji vozijo oziroma se kolesarijo brez nekih tako imenovanih črnih kolesarskih točk. Nadaljuje se tudi določene prenove cest, tako smo v tem mestu pričeli s prenovo Čufarjeve ulice, na odseku med Miklošičevo in Risljevo, kjer bomo dobili še dodatne prostore za kolesarje in pešce, ker sicer bomo naredili tudi stlakovanje, naredili bomo novo zelenje, nove klopi, fontane, piknik. In tudi sam prometni režim se bo spremenil, tako da bomo teritorijalni promet omogočen samo za intervencijska vozila in dostavo. Poleg tega trenutno v izvajanju tudi medkrajevna kolesarska povezava med Ljubljana in občino Kamnik, ki bo zaključena še v letošnjem letu, tako da se dela ne samo znotraj Ljubljane, ampak se tudi povezuje z sosednje občine, ter kot je tudi profesor Kožel omenil, da vedno več ljudi prihaja v Ljubljano in želimo to število avtomobilov zmanjšati. To je dejansko eden izmed principov, da so te varne, hitre in direktne povezave tudi z sosednjimi občinami. Se pravi, na Velocity konferenci se bo na povabilo oziroma v sodelovanju z Ljubljansko univerzo udeležili tudi študenti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, in sicer 15 letih in pa tudi 4 študenti iz Fakultete za dizajn, tako da smo poskrbeli tudi za podmladek, ki bo nekoč v Ljubljani deloval na področju preureditve javnega prostora. Poleg tega sodelujemo tudi z Ljubljansko kolesarsko mrežo, ki bodo ne samo, da sodelujejo na konferenci, bodo tudi eni izmed vodičev na tako imenovanih tehničnih turah, ki se organizirajo v sklopu konference. Sam program je sestavljen, konferenca traja 4 dni, se pravi od 14. do 17. junija, prihodnji teden. V sklopu programa imamo 7 plenarnih zasedanj in pa 66 vzporednih zasedanj.
Poleg vsega tega se bo ogromno dogajalo tudi na področju razstavnega prostora, kjer imamo 52 razstavljavcev, kjer bodo potekale različne predstavitve. Znotraj samega gospodarskega razstavišča pa tudi še določene druge aktivnosti, od kolesarskega poligona do nekaterih drugih razstavnih eksponatov. In pa 15. junija bo na Kongresnem trgu čez celotni dan potekal tudi kolesarski festival, na začetku ob 10. uri, zaključi se zvečer, ko se sama kolesarska parada, ki se začne ob 7. zvečer, štartno izpred gospodarskega razstavišča, kamor ste vsi lepo vabljeni, tudi pridruži se s ciljem na Kongresnem trgu, kjer sledi tudi koncert Magnifica. Poleg tega je v sklopu konference v torek nek uradni sprejem na gospodarskem razstavišču, v četrtek pa večerja na Ljubljanskem gradu. Spravi, dogajanje bo dejansko razpostegnjeno čez 4 dni, 4 celotne dni, bo zelo pestro, pridobili smo zelo dobre govorce. Gospod Jan Gel je že bil omenjen, ki je eden izmed najboljših na svetu, če ne najboljših na področju preurejanja javnega prostora. Poleg tega imamo gospod Violeto Bulc, nekdanjo evropsko komisarko za promet, gospoda Falkenberga, tudi iz Evropske komisije, in pa ogromno nekih županov, podžupanov, ki se nam pridružijo, direktorjev različnih nevladnih organizacij iz celotnega sveta, tako iz Severne Amerike, Južne Amerike, Afrike, Evrope, Azije. Tudi gospod Deko, se pravi, eden izmed direktorjev znamke JC Deko, ki tudi upravlja s sistemom bicikla v Ljubljani. Tako da dejansko bo skozi celoten teden ogromno nekih zanimivih dogodkov, zanimivih govorcev, ki se bodo zvrstili, definitivno se splača gledati konferenco. Ravno danes smo presegli 1000 prijavljenih udeležencev, tako da se pričakuje, da do začetka konference še nekje 300 do 400 prijav, tako da nekje do 1500, sigurno. Sicer gospod Morel, podroben program vam objavljen na naši spletni strani, točno pod dnevi, tako da to se lahko ogledate. In zdaj še enkrat poziv tistim, ki se še niste prijavili, če sploh je kdo med vami tak. Se pravi, lahko se prijavite, akreditirate, da spremljate konferenco, pa tudi posebej še za kolesarsko parado. Še kakšno vprašanje na to temo? Anja, izvoli. Zanima me, če bi mogoče lahko kaj več informacij dali o tej pokriti kolesarnici. Kako jo bojo recimo kolesarji uporabili, bo plačljivo v kakšne kartice, da morali pridobiti? Plačljiva ne bo brezplačna za uporabo. Na začetku ne bo dostop nikakor zabeležen kartično, kasneje pa bomo dodali, da samo zato, da se bodo vrata odpirala na urbano. Hvala lepa. Kar izvolite, ja. Peter Močnik, Radio Slovenija. Mogoče samo še informacija o tem, kako bodo zaradi prireditev dogodkov, se pravi ceste in pa promet, ceste zaprte in pa promet preurejen, če je pa seveda to potrebno. Razen seveda kolesarske parade, v sredo 15. junija ne bo nekih posebnih ureditev na cestah, razen če pa parade bo pa, se pravi, od 17. ure dalje zaprta Tunajska cesta med odsekom med Slovensko in pa Linhartovo in pa preostal del trase, ki je dolg 11 km, se bo zapiral približno 10 minut pred začetkom parade, ki je od 19. uri in se bo odpiral s tem, ko bo zapeljal nazaj